V državi že 10 mesecev vlada izredno stanje in v tem času je bilo toliko napisanega, izrečenih toliko besed, načetih toliko polemik, da je danes ob nezaupnici težko sploh še karkoli novega ali pa svežega dodati, povedati karkoli v upanju, da bo kdo od tistih, ki podpira to vlado in s tem tako stanje v državi omogoča, si premislil. A ker imamo danes vsi skupaj, vseh 90, zgodovinsko priložnost, da odstavimo vlado, ki je tako stanje povzročila, bom vseeno še enkrat poskusil. Glavni spor med tistimi, ki nasprotujemo vladi in med tistimi, ki jo podpirate, če sploh še gre za idejni spor, ne pa za gole interese po ohranjanju funkcij in poslanskih mest, je v razumevanju narave te vlade. Vi pravite, to je normalna desna vlada. Mi v opoziciji odgovarjamo, ne, vlada nam skrajna desnica orbanovskega in trumpovskega tipa, ki ruši ureditev v državi, kakršno smo poznali zadnjih 30 let. In bom povedal par argumentov, ki jasno kažejo, zakaj gremo v to smer. Prvi pokazatelj tega, da ne živimo pod vlado, ki bi bila neka normalna desna, kot se poskuša prikazovati, je, koliko se s to vlado ukvarjamo. Praktično ne mine niti en dan, da predsednik vlade ne bi bil na vrhu dnevnih novic, da glavna tema ne bi bil škandal tega ali pa onega ministra, da javnosti ne bi mučili s tem ali onim ekscesom vlade. Pa to ni zaradi medijev. Naloga medijev je, da o škandalih, ki jih spremljajo vsak dan, poročajo. Ameriška pisateljica Fran Lebowitz, o kateri se trenutno predvaja popularna serija, je pomenljivo rekla, da je država, v kateri se je treba ves čas ukvarjati z njeno vlado, z njenim režimom, diktatura. In pri nas, kot rečeno, ne mine niti en dan, da se ne bi ukvarjali z ekscesi te vlade. Sovraštvo, ki uničuje to družbo, se osipa z vrha. Slovenija še nikoli ni bila tako sprta, tako razdeljena, v takem kaosu, da se ljudje ne morejo več niti strinjati, da danes ne bo zunaj modro ali rumeno. In kot je vedel že Platon, je kaos, ki ga vlada namerno seje, poglejte samo Twitter račun predsednika vlade in najvidnejših ministrov, grob demokracije in gojišče diktature. Slovenija še ni diktatura, smo pa v kaosu, ki je dobra pot do tja. In ta kaos je namerno povzročen. Drug znak za alarm bi moralo biti dejstvo, da je pravna država tako rekoč suspendirana. Po 30 letih smo se naenkrat zbudili v nekem svetu, kjer pravila niso več enaka za vse. Če pogledamo samo prejšnji teden. Medtem, ko za vse državljane velja, da če greste zdajle ven pojesti sendvič, boste dobili 400 evrov kazni, ali pa če ste gostinci in odprete lokal, vam grozi celo do 100 000 evrov kazni po zadnjem protikoronskem paketu, si lahko nek minister izvoli odpreti gostilno v Prlekiji, tam poje sendvič, še spije kaj zraven in se potem malo šali izgovori, ja pa sej sem pil samo vodo. Ali pa drug primer, medtem ko smo državljani zaprti v občinske meje, se nek minister zapelje čez število občin do hrvaške meje, da bi peljal mamo na morje, pol, ko ga zalotijo, pa reče, da je šel malo preverjati delo policije sosednje države. Glejte, mi živimo v vzporednih vesoljih. Imamo ministre, ki si lahko privoščijo vse, ki so nad ukrepi, nad odloki, nad zakoni, ki jih sami postavljajo, in imamo navadne državljane, ki smo prepuščeni neki popolni samovolji oblasti, nekim popolnoma samovoljnim prepovedim, ki se za povrh vsega še vsak dan spreminjajo. Če spomnim, ko so se odprle šole, so učitelji, starši in učenci za to, da se bodo šole odprle v torek, zvedli v ponedeljek ob 6. popoldan. To je država, ki jo je ustvarila ta vlada. In to ni normalno stanje, to je popoln suspenz pravne države in popolna arbitrarnost oblasti. Pa ne misliti, da bo to kar zginilo, ko bo zginil virus ali pa ko se bomo cepili. To je zametek sveta, v katerega nas ta vlada pelje. In tretji znak za alarm je, da v tej vladi nihče več ne odgovarja. A je kdo odgovarjal za večmilijonske nabave napačnih ventilatorjev, ki so pristali v kleteh bolnišnic? A je kdo odgovarjal za posle z maskami? A je kdo odgovarjal za za hitre teste, ki ste jih kupili od tistih kriptoprevarantov? Njihovi rezultati pa so približno tako zanesljivi, kot če bi jaz za kolega tukaj pred mano pač sklepal, ima koronavirus ali ne, z metom kovanca. A je kdo odgovarjal? A je kdo odgovarjal za 3700 presežnih smrti v zadnjem letu? To je približno 3-krat več, kot jih je imela Nemčija. Se sploh zavedamo, o čem govorimo? Zaradi vlade, ki se je lotila virus reševati z
ukrepi, ki se spreminjajo z dneva v dan, z zastraševanjem, z represijo in z izvajanjem nekega družbenega prevrata, namesto da bi se ukvarjali z epidemijo, imamo mi par sto ali pa potencialno celo par tisoč presežnih mrtvih. A bo kdo za to odgovarjal? Nihče, ker očitno pač nek del ljudi trenutno živi nad zakoni. Zato se obračam na vprašanje s tistim, ki pravite, da je to normalna desna vlada. A ne bi morala biti značilnost neke normalne desne vlade ravno odgovornost, ki jo desnica ves čas pridiga? Mi imamo tukaj upravka s popolno neodgovornostjo. A ne bi morala biti njena značilnost spoštovanje države in njenih institucij, kar mi vidimo okrog sebe, pa je pač spodkopavanje vsega na čelu z ustavno ureditvijo. In a ne bi mogla biti značilnost neke konzervativne vlade zavezanost k pravni državi, kar pomeni v osnovi enaka pravila za vse, ne pa da imamo zdaj kasto, ki živi nad zakoni in vse ostale, za katere se pravila vsak dan spreminjajo. Spoštovane poslanke in poslanci, ljudje, ki nam trenutno vladajo, niso nikakršni konzervativci, ampak njihovo čisto nasprotje. Domači in tuji javnosti je to jasno. Vse, kar opisujem, je razvidno in lahko vsi občutimo v vsakdanjem življenju. Ni treba biti politični analitik, da to vidiš, kar sem zdaj opisoval. Slovenija je, kot so zapisali na portalu necenzurirano.si, bolnik Evrope. In bolnik Evrope ni samo zaradi smrti in okužb zaradi covida, kjer smo med svetovnimi rekorderji. Bolnik Evrope smo tudi po nekem drugem pokazatelju, po neki drugi deformaciji, ki se je lani zgodila. Zelo lepo jo pa ponazarja ali pa opisuje raziskava Eurobarometra, ki je bila izdana konec prejšnjega tedna. Poglejte to. Ko so vprašali prebivalce evropskih držav, ali se jim zdi, da se stvari v državi pomikajo v napačno smer, kar 80% Slovenk in Slovencev odgovorilo, da ja. 80% državljank in državljanov je prepričanih, da gredo stvari v napačno smer. Samo 20% pravijo, da gre v pravo, neopredeljenih pa ni. In druga stvar, ko so jih vprašali, kako zadovoljni so stanjem demokracije v državi, smo se uvrstili na čisto zadnje mesto v EU. Čisto zadnje mesto v EU. To, poslanke in poslanci, so rezultati, je plod dela te vlade zadnjih 10 mesecev. In zato obstaja zelo dober razlog. Največja vladna stranka se 10 mesecev ni ukvarjala z reševanjem epidemije, ampak z družbenim prevratom. In ni se ukvarjala s podajanjem rok, kot govori predsednik vlade, nastopala je točno tako, kot je prejle nastopil on sam. Napadalno, agresivno, žuga, kaže s prstom na vse okrog sebe in začela je govoriti, če ste ga pozorno poslušali, o civilni družbi kot vojski opozicije. Veste, od kod je to kopirano? Tako govori Orban in tako govori Putin. In če vas zanima, ko boste se sprehodili naslednjič po Ljubljani, zakaj je Ljubljana pa ostala slovenska mesta, verjetno tudi, že dolgo nisem bil tam, ker se ne smem iz občine premikati, polna pač nekih robokopov, zakaj izgleda, da smo v nekem izrednem stanju, da smo postali neka policijska država, je točno zato, ker se očitno predsednik vlade ustvarja sovražnike povsod, v medijih, v kulturi, v nevladnih organizacijah, v opoziciji, vsak, ki ne misli tako kot on, je njegov nasprotnik in vsi, ki ne mislijo tako kot on, so vojska civilne družbe in proti njim je treba z represijo. Zato slovenske ulice izgledajo tako, kot danes izgledajo. In jaz ne bi več rad, da tako izgledajo, ker ne bi rad živel v policijski državi. Druga stvar je ta družbeni prevrat. Glejte, jaz sem marca rekel, da se je Janez Janša že leta 2012, pa tudi že kdaj prej, obnašal po tisti znani Maovi krilatici: pod milim nebom vlada kaos, situacija je odlična. In da se bo točno tako obnašal tudi tokrat. Oziroma, kot je rekel pravni teoretik Tretjega rajha Karl Schmitt, da se bo obnašal tako, da resnični nosilec suverenosti v državi ni tisti, ki mu oblast po družbeni pogodbi, to je pri nas ustava, pripada, se pravi ljudstvo ima po ustavi oblast, ampak je resničen nosilec suverenosti tisti, ki ima moč, da preko razglašanja izrednih razmer normalno delovanje družbe in družbeno pogodbo suspendira. In mi smo trenutno v suspenzu družbene pogodbe. Tukaj smo,
ne zaradi tega, ker bi bil Janez Janša tak briljanten politik, tukaj smo zaradi tistih par poslancev, ki mu omogočate večino. In nezaupnico, čeprav nismo zbrali 46 podpisov, smo vložili zato, da vam damo priložnost, da si premislite in da mu to večino odrečete. Če kdo misli, da ga bo po današnjem dnevu lahko znotraj koalicije držal, da mu bo lahko postavljal meje, da bo lahko določal, dokod bo SDS segel in dokod ne, naj si pred glasovanjem še enkrat zavrti tisti njegov današnji govor. Tam noter ga boste videli točno takega, kakršen bo od danes naprej. Če je do zdaj SMC-ju pa Desusu tu in tam kje popustil, ker se je bal, da bo ob nezaupnici izgubil vašo podporo, je danes pokazal, ker misli, da jo ima, kako se bo obnašal od tod naprej. Napadalno, objestno, oblastiželjno, arogantno, potiskal vas bo v kot in, kot je rekel nekoč nek poslanec NSI-ja, rezal kot salamo. To bo vaša prihodnost v tej vladi in samo sami lahko danes z glasom tamle v kabini to prekinete. Jaz imam pa s tem pač širši problem. Glejte, dve stvari sta, ki se bosta lahko radikalno spremenili, če ta vlada ostane na oblasti do konca mandata. Prva je medijski prostor. Tukaj predsednik vlade nikakor ne skriva ambicij. Zanj so mediji od RTV-ja, STA-ja, Dela, Dnevnika, tako naprej, zgolj ventilatorji lažnih novic, kot jim je sam rekel, in ti medije bi si rad podredil. Kako bodo izgledali mediji, če si jih uspe podrediti, si lahko ogledate v živo, če prižgete Novo 24. Tam boste videli vsak dan zmerjanje, laži, podtikanja, zavajanja, blatenje, gonjo proti političnim nasprotnikom, marginalnim skupinam in tako naprej, suspenz vsakršne novinarske etike in popolno lojalnost režimu. In če mislite, da RTV ali STA ne morejo postati popolnoma taki, si poglejte poljsko nacionalno televizijo ali pa poglejte, kako izgleda javni prostor na Madžarskem. Tam ima Orban pod sabo holding s 500 mediji, ki deluje tako nekako, kot je izgledal medijski prostor v Sovjetski zvezi, neka odmevna komora, v kateri odzvanja samo ena resnica in to je resnica režima. Če bi radi živeli v taki državi, izvolite, jaz absolutno ne bi. Druga stvar, demografski sklad, ki je tudi povezan s tem. Tega ne ustanavlja zaradi pokojnin. Njegov prispevek v pokojninsko blagajno bo minimalen. Demografski sklad se ustanavlja zato, da bo vlada dobila holding, prek katerega bo lahko z enega mesta kadrovala povsod po državnih podjetjih, po medijih, po nadzornih svetih, da bo lahko povsod našla prostor za svoje ljudi in za svoje lojaliste. Zato se danes ne odločate med Karlom Erjavcem in Janezom Janšo. Odločate se med tem, a bomo s koalicijo ustavnega loka poskušali to vlado odstaviti in umiriti stanje v državi, ali pa boste tvegali sestrelitev ustavnega reda, demokracije, pravic, svoboščin. Odločate se med tem, a bomo sledili vrednotam, ki ste jim rekli evropske, ali pa boste dopustili, da nekdo z makivelistično politiko to družbo še naprej poskuša spreminjati v nekakšno drugo Madžarsko, nacionalistično, vase zagledano in korumpirano državo, kjer ena stranka obvladuje praktično vse in kjer je treba biti član te stranke, če hočeš kam priti. Odločitev je vaša, vedite pa, da se bo o današnjem dnevu pisala zgodovina in pred njo boste vsi odgovorni. Življenje se ne konča s koncem mandata, posledice današnje odločitve, kakršnakoli bo že, boste nosili do konca življenja. Za konec bom rekel samo to, vsi veste, da imamo v Levici veliko večje ambicije, kot je obramba ustavnega reda. Naša ambicija je peljati družbo po smeri socialne reforme, se pravi v smer, kjer se bo dalo dostojno živeti od svojega dela, v smer, kjer ne bo neke kaste, ki si bo prilaščala sadove dela vseh drugih, v smer, kjer bo veljala enakopravnost, v smer, kjer se bomo lahko resno pogovarjali o ekološki tranziciji, ki jo moramo izpeljati, to je razogljičenje, če hočemo
omogočiti preživetje na tem planetu v nadaljnih desetletjih. Ampak mi smo kljub temu brez zadržkov pristopili k koaliciji ustavnega loka, ki nima veliko večjih ambicij od obrambe ustavnega reda v Sloveniji, pristopili pa smo zato, ker vemo, da je obramba obstoječih civilizacijskih standardov minimum in pogoj, da se lahko v kakršnem koli napredku sploh pogovarjamo. Če boste dopustili, da se obstoječe stanje perpetuira, bomo pa deformacijo in razkroj, ki sta se nam zgodila v zadnjih 10 mesecih, spremljali še naprej, upam, da ne zavedno.